Lepo pozdravljeni. Letošnji velikonočni prazniki so sopadali s praznikom mestne občine Novo mesto. 7. aprila leta 1365 se je namreč rodilo Novo mesto. Tradicija zadnjih let veli, da se tega dneva v dolenjski prestolnici vedno spominjajo s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj. Najprestižnejši naziv častni občan je prejel novinar, publicist in ustanovitelj naše televizije Marjan Ivan Moškon. To je pravzaprav eno priznanje, ki potrjuje to, da se je splačalo potruditi za Novo mesto, končno tudi za televizijo, vaš kanal. In skratka, vse, kar sem delal, me je veselilo. In vedno je delil ali pa prenašal svoje znanje in izkušnje na mlajše rodove. In tak človek si prav gotovo zasluži najvišje priznanje častnega občana mestne občine Novo mesto. Nagrade mestne občine Novo mesto so prejeli oče rokotočca Franci Kek, kolesarski as Gorazd Štangelj in šolnik Jože Zupančič. Ja, počel sem različne stvari, ampak vedno pri vseh nisem bil sam in vedno je še nekdo sodeloval zraven. Tako da se ob tej priložnosti zahvaljujem vsem tistim, ki so pri teh raznih projektih pomagali. Prejemu tako pomembne nagrade, predvsem jo nisem pričakoval nikakor pa ne v taki družbi, kot je bila današnja. Občutki so zelo lepi, kajti po tolikih letih dela v šolstvu človek vidi, da vendarle vse, kar je počel, ni bilo za manj. Trdinovi nagradi, ki jih občina podeljuje za uspehe na področju kulture, pa sta prejela mladi filmski režiser Žiga Virc ter rokodelec in kipar Matjaž Matko. Medtem ko je grb mestne občine prejel dolgoletni predsednik sveta krajevne skupnosti Uršna sela Matija Zamida. Gradnjo tako imenovane druge faze belokranjskega vodovoda, ki bi jo morali končati aprila prihodnje leto, spremlja kar nekaj težav. Zato so se v Beli krajini odločili, da zaprosijo za podaljšanje roka izvedbe 23 milijonov evrov vrednega projekta, ki ga 90% sofinancirata država in pa Evropska unija. Glavnina del trenutno poteka na območju črnomaljske občine, kjer bo v okviru projekta zgrajenih 62 km vodovoda. Velik problem so nam služnosti, nekatere še vedno zelo težko pridobivamo, tudi lahko rečem zaradi nerazumnih zahtev posameznikov, kar nam podaljšuje pridobivanje gradbenih dovoljenj, zahteva tudi preprojektiranja. V središču Semiča, kjer potekajo dela na gradnji kanalizacijskega sistema, so v teh dneh na delu arheologi, kar seveda upočasnjuje gradnjo. Moram reči, da imamo center popolnoma prekopan, tako da apeliram in se zahvaljujem ljudem, da potrpijo, kajti istočasno se gradi še daljinsko ogrevanje in je resnično vse v gradnji. Odmika pa se začetek gradnje semiške čistilne naprave. Črnomaljska upravna enota jim je namreč izračunala spremembo namembnosti zemljišča v višini 35 000 evrov. In seveda smo sedaj v fazi, ko moramo geodetsko odmeriti samo tista najmanjši del, na katerem lahko čistilna naprava stoji, da bomo seveda te stroške zmanjšali. To je lapsus naše politike, zakona o spremembi namembnosti in stroški, na katere nismo računali. Brez plačila tega prispevka pa ne morejo dobiti gradbenega dovoljenja, pravi semiška županja. V Metliški občini, kjer je trenutno v zaključni fazi projektiranja višinskega vodovoda, pa imajo težave s pridobitvijo soglasja za postavitev vodohrama na arheološko pomembnem območju Kučarja. Verjetno na samem Kučarju vodohrana ne bomo mogli zgraditi. Težko rečem še v tem trenutku. Delamo na tem, da ga bi, bojim pa se, da bo težko. Zavod za kulturno dediščino jim je namreč podal že tretji negativni odgovor. Na Kučarju jim ne dovolijo niti sondažnega izkopa, dodaja Flajnik Pezdirčeva. V Mirni Peči, kjer gradijo novo osnovno šolo z vrtcem, so z izbranim koncesionarjem podpisali pogodbo za naložbo v opremo kotlovnice, upravljanje s kotlovnico in dobavo toplotne energije za novo zgradbo. Občina je koncesijo podelila za 15 let. Za javno-zasebno partnerstvo so se na občini odločili na osnovi študije, ki je pokazala, da je to ceneje, kot če bi v kotlovnico vlagali sami.
Naložba bila verjetno dražja, drugič pa, kar je izredno pomembno za nas, ko delamo osnovno šolo, zagotovljena finančna sredstva. Bi mogli zagotoviti finančna sredstva, to je cirka 220 tisoč evrov, kar je za naš proračun verjetno preveč, oziroma imamo druge potrebe tudi pomembne in tudi zaradi tega smo se odločili za javno-zasebno partnerstvo. Na razpis se je javilo več ponudnikov, popolno dokumentacijo pa je imel le na koncu izbrani koncesionar. To je tolminsko podjetje Toples Energija, ki v pogodbi nastopa skupaj s partnerjem Ekoles Energetika. V šoli bomo postavili strojni del, 2 kotla, kotl 100 kW pa kotl 320 kW. En kotl bo služil za zimski del, drugi pa za polet za sanitarno vodo. Kotlovnico naj bi zgradili do sredine julija. Prvo leto bo občina sicer plačevala dobrih 67 evrov na megavatno uro. Zdaj je ogrevanje v šoli stane približno 27 tisočakov na leto. V novi šoli, ki bo tudi bistveno večja, pa naj bi stalo približno 40 tisoč evrov. V to ceno pa so vključeni tudi stroški naložbe in dobava lesnih sekancev. Izgradnjo šole z vrtcem naj bi sicer zaključili junija, a ker je treba poskrbeti še za zunanjo ureditev in notranjo opremo, se bodo otroci v novo zgradbo preselili šele konec leta in ne s 1. septembrom, kot je bilo sprva načrtovano. Zdaj že vidimo, da se približuje datum, ko se bomo lahko preselili. Zdaj, a je to v roku 5 mesecev ali v roku 7 ali 10, ni bistveno. Bistveno pa je, da vidimo, da je zadeva v zaključni fazi, vsaj kar se zgradbe tiče. Šolo zdaj obiskuje 252 učencev, vrtec pa 148 malčkov. Podobno število pričakujejo tudi v prihodnjem šolskem letu. V nuklearni elektrarni Krško so začeli z redukcijo moči pred remontom. V noči na soboto pa bodo elektrarno zaustavili. Izključitev elektrarne iz elektroenergetskega omrežja bo okvirno trajala 40 dni. S tem v nuklearki zaključujejo 25. gorivni ciklus, ki je trajal 18 mesecev. Varnostni kazalci so za nas na prvem mestu in izjemno pomembni in so tudi za to obdobje izjemno dobri. Se ne beležimo nikakršnih dogodkov, ki bi povzročali neželene vplive ali na zaposlene ali pa na okolje. Ob tem pa seveda so tudi ostali kazalci dobri, v smislu izpolnjenih načrtov proizvodnje, v smislu ekonomske učinkovitosti te proizvodnje. Med remontom bodo zamenjali gorivo, opravili nujna vzdrževalna in inšpekcijska dela ter izvedli 30 novih tehnoloških rešitev, ki so usmerjene v dvig varnosti elektrarne in obratovalne razpoložljivosti. Ključne modifikacije pri tem so zamenjava reaktorske glave, menjava rotorja glavnega električnega generatorja. Eden ima izključno varnostni karakter, to je izgradnja dodatnega neodvisnega varnostnega vira, izmeničnega napajanja za lastne potrebe v primeru izjemnih dogodkov. Ta projekt je že v polnem teku in bo končan v letošnjem remontu. V nuklearki je zaposlenih 600 ljudi, med remontom pa jih bo v elektrarni prisotnih bistveno več. Dodatno k našem osebju bo na elektrarni prisotno 1500 ljudi približno. To so v glavnem izvajalci iz domačega okolja, kar pomeni hrvaškega in slovenskega okolja, ter nekaj specialistov iz drugih držav. Krška nuklearka sicer sodi po mednarodno usklajenih in verificiranih kazalcih v prvo četrtino najbolje obratujočih jedrskih elektrarn na svetu. Letošnji velikonočni ponedeljek bo gotovo zapisan v semiško zgodovino. V takšnem kulturnem centru so namreč prvič na oder postavili opero. 100-članski ansambel glasbenega gledališča Figaro in simfoničnega orkestra Domžale Kamnik je v režiji Zdravka Pergerja in pod taktirko Simona Krečiča uprizoril priljubljeno Fersterjevo opero Gorenjski slavček ter navdušil številčno občinstvo. Krasno, res vredi. Ste prvič bili? Prvič življenje, pa stara sem, prej sem pa želela, ko sem bila mlajša, pa ni bilo možnosti. Čudovito, prvič v Semiču, navdušen. Res lepo, nad pričakovanji, tako da sem vesela in upam, da se bo še kakšna opera, še kakšna druga tematika znašla na našem odru, kajti imamo dom, ki te možnosti resnično ponuja in ne vemo, kaj imamo. Ponosna sem na to.
Semiški kulturni center je resnično edini prostor v Beli krajini, ki lahko gosti tako veliko predstavo, ki je navdušilo občinstvo, zadovoljni pa so bili tudi izvajalci opere. Moram reči, da smo se zelo, ne samo jaz, ampak vsi člani orkestra in zbora in solistov zelo lepo počutili. Doživeli smo en zelo lep sprejem publike. Tudi smo takoj opazili, da je to poznavalska publika. Ja, kot moram reči, vse posod, kamor smo bili in gostovali, je bilo zelo prijetno. Moram reči, da je prav tukaj v Semiču je bilo pa še prav posebej. Predstava, ki jo odlikujejo preprostost in razumljivost zgodbe, komične situacije in ljudska pesem je bila razprodana, dvorana polna do zadnjega kotička in občinstvo je uživalo ob poslušanju opere, kar je potrdilo tudi navdušeno ploskanje. Me veseli, da je bila danes dvorana polna, da smo v bistvu začeli z opero v Semiču s takim odzivom. In jaz mislim, da je to dobra popotnica za naprej. Semiški kulturni center torej postaja belokranjsko kulturno središče, zanimivo tudi za obiskovalce z druge strani Gorjancev, ki jih je bilo tokrat kar nekaj v dvorani. V Kostanjevici na Krki bo še do 23. aprila potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta. Ta pomemben prostorski dokument naj bi občina sprejela še letos. Občina je pristopila k pripravi dokumenta konec leta 2008. Moram povedati, da smo imeli zelo veliko soglasodajalcev, mislim, da okrog 34, da smo od vseh dobili pozitivno mnenje, razen nazadnje od Ministrstva za kmetijstvo in Ministrstva za okolje oziroma Arsa glede poplavnega področja. Ravno zaradi tega so morali umakniti določene načrte, dodaja Pustoslemšek. Glede osnutka občinskega prostorskega načrta bodo sicer potrebna dodatna usklajevanja na ministrstvu. Predvsem tukaj imamo mi glavni občinski projekt, bi lahko rekel, terme, namreč mi imamo že vrtino vrsto let, iz katere teče topla voda in želi Kostanjevica to vrtino izkoristiti. Zdraviliški park naj bi uredili v Sajovcih, na njem pa naj bi gradili turizem, ki bo osnova za nadaljnji razvoj občine. Sicer pa so s tem občinskim prostorskim načrtom načrtovane tudi manjše širitve za stanovanjsko gradnjo, za razvoj turizma, pač posameznih manjših območij turizma, za razvoj centralnih dejavnosti in tako naprej. Kostanjeviška občina je sicer posebna, kar zadeva pripravo občinskega prostorskega načrta, saj je kar 90% njenega ozemlja prepletenih z varstvenimi režimi. Za Anton Podbevšek teatrom je 23. premiera. Gledališko-plesna uprizoritev je nastala po knjižni predlogi pisatelja Rudyarda Kiplinga, Knjiga o džungli. Sicer pa so ob tej priložnosti podelili listino številka 2 Anton Podbevšek teatra olimpijskemu šampionu Primožu Kozmusu. To je zame velika čast, pravi olimpijski in svetovni prvak v metu kladiva Brežičan Primož Kozmus, prejemnik druge listine. Prva je pripadla prvemu možu novomeškega farmacevta Jožetu Colariču. To je res neka taka osebna zadeva, zelo se mi zdi iz srca podarjena, iz spoštovanja in to seveda izredno cenim. Zato, ker je pač Primož del pač naše zgodbe, 5-krat je sodeloval z nami kot akter, predvsem pa kot človek, ki se je začel, kot človek, ki se individualno ukvarja s športom, začel se je pa zelo resno zavzemati za individualne in kolektivne pravice športnikov. V tokratni predstavi Knjiga o džungli, ki so jo premierno odigrali sinoči, je glavni lik Mowgli, fant, ki ostane sam v džungli. Njegove starše nadomestijo živali, ki ga vzgojijo v tako imenovanega človeka in mu nudijo varstvo in oporo. Potem je pa tukaj še ena zelo pomembna stvar, ki v bistvu zadeva Mowglija. To je pa ta čut, kdaj se vrniti med ljudmi, ali se sploh vrniti med ljudi, kaj je pravi dom zanj, ali so to ljudje, ali so to živali. Vlogo Mowglija je odigral Akira Hasegawa, ki tudi v današnjem času opazi veliko razlik med ljudmi in živalmi. Živali se ne obnašajo tako, kot se mi obnašamo, še posebej v današnjem času, da si grebemo stvari, da gledamo, kje bo čim več kdo hotel, da bo imel čim bolj bleščeče statusne simbole in tako naprej. Ne, živali pojejo samo to, kar rabijo, jejo samo takrat, ko so lačni.
Igralsko zasedbo med drugim sestavljata Janez Hočevar Rifle v vlogi pripovedovalca in slona Hathija, Jure Longika kot Akela, vodja volčjega krdela in Mauglijev krušni oče. Kot pripovedovalec mi ni bilo nobenega problema, ker sem znan gobcač in pripovedujem neprestano nekaj. Morda bi rekel, ta vloga poglavarja alfa samca je najmanj blizu, tam sem moral najbolj kopati, da kaj te avtoritete vnesem noter, ampak v vlogi očeta pa sem, imam odraščajočega sina, tako da to pa ni bil problem. Cenjeni gledalke in gledalci, lepa hvala za vašo pozornost. Imejte se pomladno in nasvidenje čez teden dni.